Pozdravljeni. Zvestim sledilcem mojega kanala je bilo že iz samega naslova jasno, da bomo danes spregovorili o Frederiku Vassrju in njegovih lažeh. Po veliki nagradi Katarja je verjetno vsakomur izmed nas, tudi tistemu največjemu privržencu skuderije Ferrari jasno, da je ta ekipa v globoki temni krizi, iz katere verjetno težko vidimo kakšen izhod. Ampak v tem izjemno težavnem trenutku je vodja ekipe, glavni in odgovorni Frederik Vassr, prišel na dan z izjavo, ki pravzaprav ni povzročila nobenega odmeva med tistimi, ki bi morali kaj vprašati. Namreč Frederik Vassr je dejal, da so že konec aprila ustavili razvoj na modelu SF-25, ker so razumeli, da so v brezizhodni situaciji. Rad bi vas opozoril, da konec aprila pomeni prvih 5 dirk za veliko nagrado. Če gre verjeti Frederiku Vassrju, so vse upe v uspehe modela SF-25 nekako razblinili pred dirko za veliko nagrado Miamija. Verjetno vsakdo izmed nas se lahko spomni, kako smo med letom slušali razne zgodbe, da je treba odkleniti potencial. In tu bi rad nekaj dodal. Slišim to frazo odkleniti potencial, dobivam zmeraj bolj občutek, da tisti, ki jo je uporabil, nima absolutno nobenega pojma, ampak je rad pomemben, zato uporablja tako lepo zveneče termine. A vrnimo se k Frederiku Vassrju. In po eni strani razumem, če je ekipa popolnoma zgrešila smer, je potrebno zadeve ustaviti in se koncentrirati na nova pravila, ki bodo vstopila v veljavo naslednje leto. A tu verjetno imamo mi navdušenci kar nekaj težav. Namreč med sezono 2025 smo videli kar nekaj izjemno pomembnih posodobitvenih paketov. In lahko bi dejali, da je bil eden izmed njih tisti, ki smo ga videli na veliki nagradi Avstrije, ko je debitiralo praktično novo dno bolida. In dno bolida spada v tisti aerodinamični paket samega bolida Formule 1. In ne smemo mimo zadnje premije, ki je debitirala na veliki nagradi Belgije. Prav ta komponenta naj bi v sovpregi z novim dnom naredila čudež, odklenila potencial, pripeljala Ferrari tja, kamor si zasluži. Ampak v resnici tega mi nismo videli. Kljub temu, da so mnogi Loïca Sero kovali v zvezde, da je on tisti, ki bo opravil zavožen projekt, ki ga je na začetku usmeril Enrico Cardile. Prav tisti Cardile, ki je zapustil skuderijo Ferrari in odšel v Aston Martin. In če smo do konca iskreni, zadnji
paket posodobitev, ki je recimo temu vreden tega imena, je bil tisti, ki smo ga videli na veliki nagradi Italije. In logično je, da po dirki v Monzi, kot pri mnogih drugih ekipah, se je razvoj res ustavil in nismo več videli nič pomembnega. Ampak med aprilom in septembrom, upam, da je vsem nam jasno, da je neka majhna razlika. Čeprav po izjavah Frederika Vassarja je to verjetno skoraj eno in isto. Verjetno se marsikdo sprašuje, zakaj vse poteze, ki smo jih videli strani tehnične ekipe Loika Sereja, niso pripeljale nobene spremembe, vsaj ne nobene spremembe na bolje. Ampak, če se spomnimo tiste znamenite izjave Johna Elkanna, kjer je hvalil mehanike, ki so najboljši, kjer je hvalil inženirje, ki delajo in razvijajo bolid in grajajo voznike, se odkrito sprašujem, kako je prišel do tega zaključka. Namreč na letošnjem bolidu po navedbi njegovega zaposlenega, vodje ekipe Scuderie Ferrari Frederika Vassarja, inženirji od aprila niso napravili absolutno nič na sedanjem bolidu. Nekaj tu ne gre skupaj. Sam razumem, da John Elkann nima absolutno nobenega pojma o Formuli 1. Če smo pravzaprav iskreni, niti o avtomobilizmu. On je namreč Ferrari podedoval, ga ni ne kupil, še manj pa ustanovil in razvijal. Ampak Frederik Vassar bi moral o Formuli 1 nekaj vedeti. Konec koncev, kot vodja ekipe Ferrari, bi moral tudi vedeti, kdaj so pripeljali kakšno posodobitev in posledično tudi, kdaj so jo projektirali ter realizirali. Sam sem do Vassarja bil v preteklosti izjemno kritičen in sedaj bom še bolj. Kajti ta njegova izjava meri točno v eno smer. Dragi navdušenci, dragi navijači Scuderie Ferrari, dragi podporniki, letos smo že na začetku sezone videli, da ne bo šlo. Zato smo vse sile uprli v naslednje leto, ki bo tisto pravo. In videli boste, kako bomo zmagali. Kot že toliko let poprej. Mene osebno moti, da so mnogi avtorji povzeli to izjavo. Ampak nihče, poudarjam nihče, v tistih glavnih medijih ni te besede označil kot puhlice, izmišljotine, gole laži. To, da je Johnu Elkannu všeč nekdo, ki v najslabšem primeru laže, v najboljšem pa nima nekega stika z realnostjo, je njegov problem. Ampak meni je všeč Formula 1 in del tega športa je tudi Scuderia Ferrari. Zato tako zlahka ne bom prezrl, da vodja te izjemno pomembne ekipe govori takšne nebuloze. Upam, da ste tudi vi na moji strani in da ne boste kar tako požrli takšnih laži. Pa za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.